Draga Vesna, najini življenjski poti sta se srečali na hladen zimski večer prav tukaj v Ljubljani, tebi najljubšem mestu na svetu. Bilo je v prazničnem decembru. Takrat je tudi mene, sicer bolj gozdnega človeka, pot zanesla sem. Pred sabo sem zagledal čudovito dekle, ki mi je bilo že na prvi pogled všeč. Peljal sem te na ples in kasneje še na čaj v Ljubljanico. Simpatija je bila takojšnja in obojestranska. Zaradi te simpatije sva se začela dobivati, spoznavati in zaljubljati. Ti si se hočeš nočeš veliko naučila o naravi in živalih, jaz sem bil v Ljubljani večkrat kot kadarkoli prej. Ti si me učila bočno parkirati, jaz pa sem tebe peljal v dolino Triglavskih jezer. Ti si mene peljala v galerijo, v gledališče, na slovensko obalo, jaz pa tebe v naravo, v gore, v gozd. V teh nekaj letih sva se spoznala in doživela mnogo lepega. Ti si dajala ideje, jaz pa sem jih z veseljem uresničeval. Nekatere bolj, druge manj nenavadne. Spoznal sem tudi, da si zelo ambiciozna in pridna. Pred sabo imaš vedno nove izzive in cilje. Želim ti, da ti na tvoji poti uspe vse tako, kot si si zamislil. Danes tukaj stojiva v spoznanju, da je med nama nekaj. Nekaj, česar se ne da enostavno opisati ali razložiti. Nekaj, kar veže skupaj najini dve duši, najini dve srci. Veže močno, silovito in ne popušča. Ne dopušča razmišljati, pač pa le čutiti. Čutiti, da ljubiva drug drugega in da sva eden od drugega ljubljena. Med nama je ljubezen in v znak te ljubezni si bova izmenjala poročna prsta. Draga moja Vesna, kmalu bova postala mož in žena. Rad bi ti bil dober življenjski sopotnik. V pravih trenutkih zabaven in nasmejan, v drugih trdna opora. Rad bi, da to, kar je med nama, traja zavedno in da si to ljubezen ves čas pridno izkazujeva in jo negujeva. Boštjan, srce moje. Oči in mami ti lahko povesta, da sem 30. decembra pred 5 leti prišla domov navdušena nad dobrim plesalcem, lepe postave, temnih las in zelenih oči. Moja sestra Maja ti lahko pove, da sva dober mesec pred tem na peš romanju na Brezje cele prošnje rožnega venca v šali in smehu namenili vsem tem lastnostim mojega bodočega moža. Moja novoletna družba iz decembra 2012 ti lahko pove, da sem dan potem, ko sva se spoznala na novoletni večer, namesto da bi odštevala do polnoči, odštevala do prejema tvojega SMS-a. Ko je ta prišel, sem šla vesela spat. Zakaj bi človek čakal na polnoč, če je pa cilj dosežen? Hvala, ker me imaš rad točno takšno, kakršna sem. Z vsemi muhami, entuziazmom in večnim prepričanjem, da nam gre lahko še bolje in da je še čas za en mini projekt. Hvala, ker si prišel živeti v Domžale in ker je moja Liza lahko postala tudi tvoj pes. Hvala, ker vedno, ko kupujem karte in načrtujem poti na vprašanje, koliko kart kupim, odgovoriš, ja 2, ne morem pustiti, da greš sama. In hvala, ker me, ko brenčim po svetu, ujameš in mi poveš, da si v ekipi. Vedno te bom ljubila. Med plesom, petjem, branjem, delom, načrtovanjem. Ljubila te bom, ko boš siten in utrujen, pogumen in prestrašen, radosten, plah in zmagoslaven. Ljubila te bom ob tvoji veliki ljubezni in vsem spremembam navkljub. Boštjan, ti si ljubezen mojega življenja. Gospod Bog naj dobrotno potrdi to vajno privolitev, ki sta si jo izrazila v pričo cerkve in Boga. Naj Bog v vama dopolni svoj blagoslov. Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Spoštovana mladoporočenca, jaren, ki sta si ga nadala, je sicer težak, vendar ga bosta morala nositi oba. Zakon je najlepši,
če je odvisnost vzajemna in obveznosti recipročne.